Pozdravljeni, z vami sem Milka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako človek počasi umira. No, preden vam pa to povem, pa dejansko kdaj človek na hitro umre. Danes pri večerji smo z mojimi puncami sedeli za mizo in smo se pogovarjali o tem, kakšni so znaki, če imaš možgansko kap ali srčni infarkt, v glavnem. In sem rekla, to je nekaj, kar je za moje. Če še jaz ne vem, mogoče pa komu izmed vas, pomagam pri znakih, da veste, kaj je takrat treba narediti. Se pravi, če na hitro človek umira. Prvi znak za možgansko kap je grom. Se pravi, govor, potem roka, leva roka te začne boleti, pa se pravi GRO, obraz ti začne zategovati in 1 minuta. Treba je takoj ukrepati. Druga zadeva, če imaš pa problem za srčni infarkt, to pa pomeni, ali pa da kaže, da te močno začne boleti leva roka in močno stiskati v prsih. No, to je povedala ta starejša hčerka, ki je naredila zdravstveno šolo in verjamem, da pač to bi mogel vsak vedeti. No, zdaj pa druga stvar, to je hitro umiranje. Pa vem, da mi do tega ne bomo prišli in če imate v družini to hitro umiranje, glejte, omega-3 je ključna, E-vitamin prekrvavitev poveča, omega-3 je cevosan za žile, počisti noter, pa ključen je česen, ker deluje proti vnetjem, ker dejansko je česen deluje, vse, kar je problemov srca in ožilja, je zadaj vnetje na celični bazi. In to troje ti zmanjša vnetje na celični bazi. Priporočljivo bi bilo tudi, se pravi, omega, E-vitamin, česnove tablete, C-vitamin je tudi priporočljiv zaradi tega, ker zmanjšuje vnetja, pa seveda D-vitamin. No, tako da v glavnem te ključni vitamini so potrebni za srce in ožilje. Ampak gremo na to, kdo počasi umira. Počasi umira, kdor opusti načrt, še preden ga poskusi izvesti. Kdor ne sprašuje o tistem, česar ne ve. Kdor ne odgovori, ko je vprašan o tistem, kar ve. Ne dovoli si počasnega umiranja. Tvegaj in uresniči želje še danes. Živi za danes. To je pesem Počasi umira, Pablo Neruda, v glavnem prevod Jože Udovič. Ampak glejmo. Počasi umira vsak izmed nas, ki se boji sprememb, ki odlaša, ki reče, bom jutri, zato ker jutri je, bom že, ne? V glavnem, dejstvo je, da ko se najdemo v odnosih, ki so karmični, takrat predelujemo najbolj težke lekcije v življenju in tako težko je. Ampak tako težko, zaradi tega, ker upaš, da bo nekoč boljš. In določeni karmični odnosi nas dejansko učijo postaviti meje. In tisti, ki imamo recimo za predelati lekcije, ko smo dobili v enem življenju recimo nož v srce, v tem primeru, takrat je bilo hitro umiranje, v tem življenju imate pa mogoče nekoga, ki vam vsakič znova zarije nož v srce, mogoče z besedami. In imate počasno umiranje. Ampak dejstvo je, kaj se pa učite. Če nekje globoko v sebi veste, da imate neko tako globoko zamero do nekega človeka, da občutite, da je mogoče ta človek močno ljubosumen na vas in tako naprej, v tem primeru pomeni, da vaša duša vam sporoča, čas je, da narediš korak naprej. Zdaj pa kaj je tisti korak naprej? Veste, določeni odnosi nas učijo osvoboditve. No, pa bom govorila o svojem življenju, ker dejstvo je, da saj sem že večkrat povedala, da imela sem mentorja. In ta mentor, vem, da sva iz večjih življenj povezana in enostavno, kdaj so se začele v tem življenju težave? Ko je opazil, da bi z mojo brzino bi bila bolj uspešna od njega. In pogosto imate tudi vi mogoče v službi kakšnega človeka, ki ne prenese vašega uspeha, ki ne prenese vaše luči, ne prenese vašega nasmeha, ne prenese vaše karizme in bo vse naredil, da vas bo sesul. In to pomeni, da s tem človekom ponavljata lekcijo iz enega drugega življenja, kjer vas je že sesul. Pa ste v tistem življenju mogoče umrli od lakote,
ali pa ste v tistem življenju se poslužili nekih prijemov, ki mogoče niso etični. In v tem življenju se učite osvoboditve. Se pa česa se osvobajate? Prva stvar je potrebno se vprašati, glejte, in to lahko preizkusite z mišičnim testom kar takoj, in sicer, glejte, če se jaz zdaj vprašam recimo do tega človeka, ki je bil moj mentor, glejte, se dam tako po strani, prav da me vidite, se pravi, do tega moja mentorja občutim sovraštvo. Ne. Jaz do njega v bistvu v tem življenju lahko občutim samo usmiljenje. Ampak je bilo pa obdobje, ko sem bila takole z njim. In če imate vi nekoga v svoji bližini, ki ste takole, predelujete pač neko lekcijo iz enega drugega filma. In od tam to vlečete, dokler ne pride do razrešitve. Glejte, to lahko preberete v knjigi, ko imajo duše žur, in sicer na strani 178. Recimo, če vas je nekdo v prejšnjem življenju izdal, se boste v tem življenju srečala. Recimo čas druge svetovne vojne. Vemo, da čas druge svetovne vojne je bil zelo zanimiv, zato ker so ljudje za svoje preživetje nekoga izdali. Dejstvo je, da v tem življenju je možno, da boste spet ponavljali neko vajo. Ali pa recimo, duša, ki je v prejšnjem življenju nekaj naredila velik karmični prekršek, je možno, da v tem življenju se bo nekaj zgodilo, da bo pač občutil drugačno lekcijo. Vam povem eno zgodbo. Poznam en primer, in dobro, to je moja interpretacija, ne bom govorila o nobenih imenih. V glavnem, poznam en primer, da je neko dekle, bila je športnica, uspešna, iz družine, kjer vse laufa, tako, ne. In domačini seveda poznajo v tej družini, da je pa bilo predniki v prejšnjem življenju, po drugi svetovni vojni, so bili pa povezani s tistimi, a veste, s temi množičnimi poboji. In takrat, preden so ljudi postrelili, so jim pobrali zobe ven iz ust, a ne. In se veste, levi žep, a ne, desna roka, levi žep, sej pri tistem kupu zlata nihče ni opazil, če je kaj manjkalo, in eden od teh je pač nekaj si prilastil. V tem življenju je pač, to je vnukinja. In ta vnukinja se je poškodovala in dejansko je tetrapledik. In veste, to je ista duša, jaz sem res prepričana v to. To je ista duša istega človeka. V tistem življenju je bil moški, v tem življenju je sicer ženska. In očitno potrebuje izkušnjo druge plati. In zdaj pristala je tetrapledik. In zdaj mora izkusiti, kaj to pomeni, da je nemočna. Nemočna. Dejansko, da pride do hvaležnosti za čisto osnovne zadeve, kar se tiče hranjenja, pomoči in tako naprej. Pač duša si izmisli načine, kako nas bo pripeljala, da izkusimo lahko drugo plat. Druga stvar pa je, da se mogoče postavimo za sebe. Mogoče smo v večjih življenjih počepnili, pokleknili, nismo upali nič narediti, in v tem življenju se je pač duša izbrala, spet podobne lekcije, da bomo enkrat rekli, zdaj pa dovolj, zdaj se pa postavim za sebe, zdaj pa začnem delati za sebe. Sploh recimo ženske, ki predelujejo v tem življenju to, da je treba se postaviti za sebe, da jasno pogledajo mogoče kakšne pogodbe, da niso naivne, da mogoče razmislejo, joj, se imamo tako radi, saj bomo, normalno, vse prepišem na tebe. Halo, ki imaš zdravo pamet. Kaj pa če zvesiš? Daj pomisliti, mogoče je čas, da narediš drugače. Veste, učimo se. In eno stvar, kar se jaz učim, ali pa sem se učila v mojem življenju, je bolj pozorno opazovati te rdeče zastave. Veste, ko že vse sveti, vse lučke utripajo, ustavi se, da takrat zaznam to. Da nisem tako, nič ne vidim, nič ne slišim, samo grem naprej. In druga stvar,
kar se jaz učim v mojem življenju, je to, da sem pozorna na svoja občutja. Glejte, toliko, se pravi, večji del imamo opravka z vam ženskami, a ne? Žensk se boji koga raniti, a ne? Ali pa se boji povedati svoje mnenje, zato ker bo nekdo kričal na njih. Ampak druga stvar, a sebe pa lahko ranimo. Se pravi, jaz sem pa lahko ranjena in jaz dovoljujem to, a ne? Poglejte, pomembno je, da jasno povem, v tej situaciji jaz občutim to in to. In to je moja resnica. In jaz lahko stojim za mojo resnico, tudi če pomeni, da moja resnica nekomu ni všeč. Ampak je to še vedno moja resnica. No, prav tole v teh preteklih življenjih, glejte, nihče izmed mojih domačih mi ne ploska glede tega, ker to je kar nekaj, kako ti zavajaš ljudi in tako naprej. Ampak jaz sem prepričana v to, da to je, dejstvo je, da vidim, da sem videla svoja življenja, da včasih vidim pri drugih ljudeh, ki je nek delček se zataknil, in dejstvo je, da res verjamem to. In dejstvo je, da to, da je duša na potovanju, je zame resnica. In je vse ostalo, kar govorijo, da ni, recimo, kar piše v Svetem pismu, neresnica. Zame. In če vi ne čutite tako, verjemite svoji resnici. To je najbolj pomembno. Tako da v glavnem, prav tale, a ne, počasno umiranje. Če imate z nekom za predelati umore iz prejšnjih življenj, mogoče v tem življenju na počas vas nekdo umori. Z namenom, da opazite, da je čas, da naredite korak naprej. Zdaj pa kako se osvoboditi, a ne? Zdaj pa to je druga stvar. Dokler imam jaz v svoji podzavesti program, da moram ugajati, da moram potrpeti, da morajo biti vsi drugi na prvem mestu in samo jaz nekje tam zadej, toliko časa ne morem ukrepati. Dokler je v moji duši strah pred spremembo, dokler v svoji duši nosim občutek krivde vsakič, ko povem svoje mnenje, toliko časa enostavno ne morem narediti koraka naprej. Ko pa jaz to počistim, no to je zdravilna molitev dekodiranja, potem pa enostavno lahko začnem delati korake za sebe. In ta zdrava sebičnost je tista, ki pomeni, da nas pripelje do tega, da se osvobodimo. A ne? Jasno povedati, kaj si. Glejte, tukaj na strani 183. Toda dušni spomin ostaja. Sveta ženska, ki živi vsaki izmed nas, hrepeni po ljubezni. Sveta ženska vsaki od nas ve, da je svet lahko lep, da obstaja ljubezen, da obstaja poštenost, da obstaja rajski vrt, kjer se bojo lahko njeni otroci brezskrbno igrali ob izviru večnega življenja. In sveta ženska tudi ve, da sveti moški, ki moč črpa iz svoje modrosti, lahko mirno stopa ob njej. In prav to, mirno stopa ob njej, brez da bi ji očital, njeno veličino in da se on počuti majhnega. Glejte, ni vam treba biti manjše samo zaradi tega, da se nekdo ne bo slabo počutil. Tukaj ne govorim, da smo zaverovane v sebe, da smo, kdo sem jaz, kdo spa ti. To je ošabnost. Ampak, ko se pa zavedaš, da si ti modra duša tukaj in da lahko svojo srečo siješ na svet, lahko samo pomagaš pri tem, da drugi tudi sijejo. In to ni oholost, ampak je zdrava ljubezen do sebe. In to se imamo šele za naučiti, tako da bila sem tam, ja. In to je v tej knjigi, ko imajo duše žur, tako da za vse tiste, ki delate korake, res vam prvoščim, da naredite zase korake. Samo zaradi tega, ker si zaslužite srečo, zdravje, ker si zaslužite izobilje vsega dobrega. Samo zaradi tega, ker verjemite, da ste ljubljeni otrok stvarstva. Ne bojte se biti same. Za nekaj let zdaj, tudi za praznike, sama, ampak tako sama. Veste, ko enkrat to predelaš, kaj pomeni biti sam. Veste, sam si lahko sredi gruče ljudi, pa si močno sam. Ali pa si sam, pa imaš cel žur, kar je to fajn.
To je odločitev. Ampak dokler imam jaz rane, ne, na svojem čustvenem telesu, tako ki je grozen, koliko sem uboga, toliko časa, ja, ti rane krvavijo. Pojmo še na sporočila, prehod v novo dobo, da vidimo. Zaupam vase in v življenje. Joj, podpirajo me vsa svetla bitja. Ma normalno, da me podpirajo vsa svetla bitja, saj drugače ne more biti. Ta trenutek se nahajam na točno pravi poti. Popolnoma nič me ne more raniti, poškodovati ali prizadeti. Moja duša je večna. Ovire so le izkušnje, ki jih potrebujem na svoji poti. Ustvarjena sem po božanski podobi in sem popolna. Sem v sožitju in povezana s celotnim stvarstvom. Bolj kot zaupam v svoje božanske sposobnosti, večja je moja moč. Res je to, ko začnemo opazovati s tem očesom življenje, ko samo zapreš oči in lahko samo svojo dušo vprašaš, kaj ta trenutek rabim, kaj ta trenutek, kar moram vedeti, boste dobili odgovor. Mogoče, ko zaprete oči, je lažje, zaradi tega, ker oči spremljajo vse to, kar se dogaja. Ampak, ko zapremo oči, v bistvu se vklopi zaznava tretjega očesa. In takrat enostavno zaznavamo resnico. In začnite to uporabljati tudi pri ljudeh, če se ne znate odločiti. Zaprete oči, si prikličete to osebo in samo vprašate svojo dušo, kaj je sporočilo, kaj moram vedeti o tem človeku. In recimo, jaz sem zdaj pomislila na eno gospo, ki sem jo pred kratkim spoznala in prva misel je šla skozi mene, ona je angel na zemlji. Ona je angel na zemlji, ampak ona ne ve tega. Ampak je res angel na zemlji. Tako neverjeten. In zdaj recimo, če zaprem oči in pomislim na eno drugo gospo, ona je pa moja sestra. Ona je pa moja sestra. A veste, in ko dobiš jasno sporočilo, in zdaj za nekoga druga, ki pa niso lepe energije, recimo, če jaz zdaj pomislim na nekoga, ki pa ni glih ni v mojem življenju preveč, ampak vseeno je. Ona je, tvoj sovražnik, zanimivo, kaj pride skozi. A vidite, dobimo vedno odgovor. Zdaj pa jaz se spet vprašam pri tem sovražniku, kaj se moram naučiti pri tem odnosu? Postaviti meje. Poglejte, v trenutku dobivamo odgovor in začnite, zapreš oči, vprašaš in počakaš na odgovor. Vem, da mogoče mislite, ga ne slišim. Ja, glejte, dokler imate hrup v glavi, ne morete nič slišati. In vi lahko svojemu umu rečete, utihni dovolj in začnete dihati, da se umirite. In ko se umirite, samo pokličeš si to osebo, lahko tudi, dobro, vzame sliko, zapreš oči, kaj mi sporočaš. Kaj je šola, kaj je tisto? Glejte, ni vam treba počasi umirati, niti na hiter. Nobeno teh stvari ne rabite, zato ker res verjamem v večno življenje. Naša duša je večna. In ta večnost naše duše je tista, mi smo sem prišli pač zakrpati tisto, kar imamo za predelati. Vsak izmed nas ima kakšno stvar, tako da, ja, delajte na sebi, še eno sporočilo in čakra tretjega očesa. Vidim resnico, resnica je ena. Zato je treba te oči zapreti, da se vklopi ta vid in ta vid zaznava vse. Je tako kot rentgen, ki lahko samo skeniraš skozi in enostavno vidiš prav v srčiko duše ljudi. To zmožnost imate vsi. Vsi imamo to. Ni da je minka nekaj čiračara. Vsi imamo to. Zapreš oči in postaviš vprašanje in dobiš odgovor. Zdaj šlo samo skozi mene. Vsi smo ljubezen. Vsi smo ljubezen. Naj vas spremlja veliko Božjega blagoslova. Naj vas angeli posipajo
s čarobnim prahom hvaležnosti in blagoslova in boste videli, imamo vpliv, ampak ne z agresijo, ampak vpliv imamo predvsem s tem, ko vsak pri sebi naredi drobno spremembo in se začne svet spreminjati. Moj svet, pa vaš svet, naslednji svet, se povezujemo in res nekaj nastaja. Nova zemlja. Uživajte in res vse dobro.